strokovni delavci, ki imajo veliko moči, ne, recimo kakšni sodniki, policaji, v tem primeru CSD delavka, oni tudi kakšen kompleks Boga dobijo, veš, pa mislijo, da je vse prav, veš, oni vsak dan sodijo, a veš, kdo ima, kdo nima, ne, až prijeti v glavo, to je, da veš 10-20 let s tem se ukvarjaš, ne, ti pride v glavo, da vse veš, ne. A se ne bojiš, da bi se tudi oni kaj tep maščeval, ker to ponovadi so malo kriminalci? Zakaj bi se ne? Ja, ona bo rekla, ta prasec mene zajebava. Če njen dealer njej napisal, pa je povedal, da ne pozna nobenega, ki toliko skadi, kot ona. To, da je ona smolo dejala, ne, otrokom. To je dala to konopljino smolo. Ja. To je splošno znanje v Velenju, ne. Zdaj, tako bom rekel še, zaradi podcasta, ki sem ga posnel, se je oglasil dost ljudi iz izgat, ki so imeli iste težave na CSD Velenju z isto delavko. In to se že zjutraj začne, zjutraj je že joint, tako je ta velik, v stanovanju pred otroci. Tudi v film, ne vem, če si videl, kad ta mala snema pepelnik v dnevni sobi poln jointov, ki se igra z njem, se pravi, otrok je že toliko navajen na drogo, da mu je to kot flaška, veš, da prime, da se z njo igra. Pred otroci ona to lepo kuki je pekla in v bistvu te kuki so bili tudi dostopni otrokom cel cajt. Tako da ta mala je 11, 12, 13, a miš, da ne bi kuki vzela ona v šolo, pa gremo probat, ne? A pa da bi celega pojedla, boge revež mali, kaj je to sladko, ka ne ve, a pa razumeš, ne? Škaj bi se vse razvilo, koliko zastrpitev je z teh cejem pri malih otrocih, oni ne rabijo veliko, oni imajo 30 kg, a veš, overdose bi naredila, komot, a veš, ampak manjka ti, da vsak dan vidiš šolca. A one ne hodijo v šolo, so od doma, ne? Noč mi ne pustijo. Ne smem od doma, ne smem nadaljavo, mogu bi jih gor vsak dan pelati v Velenje, pa nazaj po Velenje. A ti bi jih mogel Velenje voziti vsak dan, pa jih ne? Kako prijatelj? Mislim, dobro, se razumem to, da ne moreš. Kdo bi te pa, kako bom pa, kje bo pa, drugače v Ljubljani ti živiš, ok? Ja, v Ljubljani. Mislim, v Ljubljani jih pa ne moreš v šolo pisati. Ja, ne pusti mi, mama pa ne pusti. Mama ti ne pusti. Ja, ona ne pusti prepisati. Dragi gledalci, danes je moj gost Miro. Tema, ki bova imela, je to, kako se on bori za skrbništvo nad svojim hčerama. Ima razne zelo zanimive zgodbe, ki jih je tudi že predstavil v podcastu Očetje brez glasu. Midva se bo pa zdaj tukaj tudi še neke nove stvari povedala. Ene stvari ga bom jaz vprašal, ki jih mogoče tam ni povedal, tako da bo zanimivo. Miro, hvala, da si se odzval mojem vabilu. Z veseljem. Gledal sem tvoje podcaste, koliko sem ti že prej omenil. Tako da ja, z veseljem. Pridem pa pojem. No, najprej čestitke že za ta podcast na Očetje brez glasu, da si se pač to o pogumu povedal, ker verjetno zaradi tega tudi kakšni problemi pridejo. Ne? Ja, trenutno mi CSD grozi, ne. Se pravi, oni zdaj so od izdaje podcasta pa do zdaj, imeli 14 dni, oni so izdali kar 3 ali 4 dokumente na več kot 10 straneh. Vsak se konča isto, vsak se konča z debelimi črkami v spodi, da od sodnice zahtevajo, da mi urgentno vzamejo otroke s pomočjo izvršiteljev. Zadnji dokument, ki je prišel, pa zahtevajo od sodnice, pač, da me prisili, da odmaknem vso vsebino, vse, kar sem povedal, da ne omenjam več CSD Velenje pa njihove delavce in da me kaznuje, da v 24 urah to naredim in da če ne, da me kaznujejo denarno s 1000 evri. Ja, pa gre to kar tako, se je treba kaj dokazati verjeten, da oni verjeten pravijo, da nekaj ni res, kar si ti povedal, ne? Tako, vice, da so dobro prebrali, da so pogledali cel podcast, ja. In govorijo tudi, da oni so v enem odstavku tudi povejo, oziroma dokazujejo sodnici, kako je lažem. Ne. In sicer govorijo, da sem jaz v podcastu rekel, da za vrata, ki sem govoril za otroci, ki so bili zaprti, da se vrata odpirajo zgori po spodaj in oni takih vrat nimajo, kar verjetno drži. Kar sem pa jaz rekel, zdaj če boš lahko mogoče to not zarezu podal, je pa, da so
da so bila prva vrata na odpiranje zgore in druga vrata na navadno zaklepanje. Se pravi, to niso vrata, ki se zgori pa spodaj zaklepajo, se pravi, spet lažejo, pač in spet hočejo zavesti sodnico. Govorijo tudi, da govorimo o maščevanju, v podcastu, tudi enkrat maščevanja nisem omenil te besede, sigurno, da govorimo o nekih zmagah in tako naprej. No. Govorijo tudi, da v bistvu sam sebe hočem promovirati, ne. Tako da grozno. No. Tudi moje besede so začeli uporabljati iz podcasta, uporabijo v tem mnenju. Ja. Tako da, recimo, no, primer bom dal, oprosti, kad te motim. Ja. Medtem, ko v teh istih dokumentih, recimo, mama otrok merno ukoraka v CSD Velenje in narekuje njim, kaj ne govorijo. To so razne neumnosti, kakor da je ščerka videla svojo, mislim, da je njena šešolka. Mama tvojih otrok. Tako, ona gre not in ona pove, da jaz prepovedujem stike, medtem ko kliče otroke vsak drug dan. Sicer te stike, mislim, te telefonski pogovori trajajo par sekund, ker pač otroci še ne zavračajo, ne, pač imam dokaze, lahko pokažem. Ona govori, pač, da to ni res. Ne, se pravi, oni to napišejo, kar ona reče iz prve, brez da bi preveril dejstva. Ne. Mene, če poklicali, bi lahko takoj v minuti poslal. Tako da pač ona ima dostop do CSD-ja kot njeno orodje, pride, pove, kar želi, oni to ne preverijo in pošljajo sodniku. Ne? Tako da taki so. Mogoče bi začela kar začetek tvoje zgodbe, da se ne bojo gledalci izgubili. Zdaj ti imaš 2 otroka, za katere se bori za skrbništvo. Tako. Nekaj časa, zdaj sta pri te, prej sta bila nekaj časa pri nej. Daj pa začeti, kako se je to sploh začela ta zgodba, se pravi, s to mamo tvojih otrok, sta bila video poročena, v vezi, koliko časa sta skupaj živela. Dajmo to s tem mogoče začeti. Midva sva v bistvu hitro prišla skup, tako da je ona zanosila po 3-4 mesecih. 3-4 mesecih človeka glih ne moš poznati, zdaj tukaj jaz ne bi glih neki njej krivil, ampak bolj sebe, ne, kar se tega tiče, ne, pač, ne, kar si naredil, to, kar poseješ, to žaniš. Ne. Ja. Tako da hitro sva skupaj prišla, jaz sem pol šele kasneje videl, pač, da kakšne težave ima punca. Zanosila je enkrat, pol še drugič, medtem, ko je bila noseča z drugim otrokom, pač so se rešila. Tako da... In kakšne težave ima, lahko to poveš ali ni za podcast? Pa v bistvu sem že prej povedal, no. Tako da ima zdaj točen, kakšne duševne težave, pač ne morem, ne vem, nisem psiholog, vem pa, da je bila večkrat bila na antidepresivih, mislim, da je bila tudi, oni imajo gor vojnik, mislim, da je bila gor enkrat, dvakrat, tako da večkrat to ne vem, pa tudi ne bi. No, pač. Je pa jasno, v mnenju je pač povedala CSD delavki, zdaj mnenje iz prejšnjega leta, iz maja, da je bila na antidepresivih in da je prekinila terapijo in da se samo zdravi z konopljo in konopljno smolo. Pač, ne, to delavki pove, delavka to trzna. Ne. Se pravi, nehaš imati predpisane antidepresive. Ne. Jaz jih ne bi dobil, tudi če bi hotel, verjetno tudi ti ne. Veš, da jih kar tako prekineš, kar ne smeš, moraš celo terapijo narediti, ne, toliko vem, in da se začneš pa v bistvu namesto tega drogirati, ne. To je njim nič kaj tazga. Pač. No, se pravi, ko se šla pa vidva na razen, kaj so verjeten otroke dodelili, ne, ti si pa imel potem vsak drug vikend, pa sredo, ali kako je to? Tako. Še kako je ona, mi smo na koncu živela v Ljubljani, ona se je preselila v Velenje. V bistvu je bilo tako klasična neka ločitev, pa laži na sodišču, pa tako naprej. Nič kaj je tako, da bi rekel, pretresljivega. Otroke je dobila ona, tako ka 85% žensk. 95. 95, dajmo reči, procenti so kar visoki. Je dobila in pač noč vikend je bil, vsak drug vikend je bil. Ona se je z leti pač je bila vedno manj jezna, vedno manj nagajala. Vmes so bili, je bilo tudi 2 leta otrok videl nisem. Zato je tudi vedela ta CSD delavka, pa tudi trzala ni, da bi karkoli pomagala, se z matko pogovorila, pa karkoli, da bi pomagala, to je ni pomembno.
No, zdaj, ko jaz čitam otroke, ki jih mama tepe, drogira sebe. In jaz sem v podcastu, ki sem ga povedal, jaz sem povedal mogoče 20%. Ne, jaz hujših zadev, kaj se otrokom dogaja, nisem povedal, ker nočem. Že to mi je na meji, ko bi rekel, zaradi otrok. Zaradi otrok, ampak enostavno moram pa publiki prikazati, koliko je to hudo in da oni ne reagirajo na te hude zadeve. Jaz sem hude zadeve ven spustil. Što moš vedeti? Se pravi, jaz sem dve situaciji malo predstavil, zelo hude zadeve so se tam dogajale. Otroci to povedo in pač to tudi, evo recimo primer ti bom dal, to, da je ona smolo dejala otrokom. To je dala to konopljino smolo. Ja. To je splošno znanje v Velenju. Ne? Zdaj, tako bom rekel še, zaradi podcasta, ki sem ga posnel, se je oglasil dost ljudi iz izgat, ki so imeli iste težave na CSD Velenju z isto delavko. Ne? In tudi dost žensk nas je klical. Tudi se pravi naša ta platforma, ki je, to nisem za moške, trenutno so moški posneti, ampak bo tudi ženska kakšna prišla, ne izključujemo nobenega, bojo tu ženske prišle, bomo tu zimi posneli podcaste, ampak to je mene je klicala neznanka, se pravi, ki je imela isto težavo z isto delavko. In med friziranjem v frizerskem salonu se ženske pogovarjajo o tem, kako je ona njim na nohtih, ko ona dela nohte, mama, njim svetovala, da otrokom dajo smolo, tako kot ona. Se pravi, ona reče, če so otroci tečni, idem smolo in oni zaspijo tako. Tvoji mami tvojih otrok so to svetovali? Ne, ona svetuje ostale mamice. Se pravi, ona ostale mamice. Tako, to je splošno znano v Velenju. In kaj so te ostale mamice rekle? Zgražale, mislim, kaj češ reči, pač, da sem jo pogovarjala, veš, ne poznava se, pa frizer, da ti to reče, boš rekel, ok, cool, striž me naprej, greš ven, si misliš svoje, ne, a veš. Pa je to vse ampak, hočem ti sem povedal, da je to splošno znanje, da to ljudje vejo, ne. Jaz nisem vedel, živim dale stran, 100 km stran, ampak oni to tam vejo, ne. Pa je to navadna smola? Ali... To je THC smola. THC? To ni CBD, ne. Aha, to je v načrni trg. Se pravi indijska konopla. Tako. Ni industrijska. To je izvleček v bistvu. No. Ja. Če recimo dosti uporabljajo, to je priročno za vse, ki kadijo veliko, ker to ne motaš in ne kadiš, ne smrdi. Če vzameš 2-3 kapljice, efekt je isti. Ne? Oziroma lahko jih vzameš 10, pa je super, ne, verjetno. Tako da ja, ne. Ja, en mi je enkrat razlagal, en poslovnež, da to jemlje, da je bolj produktiven. Ne? Ja, na vsakega drugače vpliva. Verjeten je bolj produktiven, ampak sigurno ima to neke negativne posledice. Ne? Mislim, na vsakega drugače vpliva, Bog ne dej pa otrokom dajati, ker še nimajo možganov razvitih. Ne? To je ta kriminal otroku to dajati. Sem prav raziskave, mislim, sem v tipku sem malo raziskal, kako vpliva to na otroka, to je grozno, da otroku daješ. Ne? Ja, sigurno. Se že tista navadna CBD je siguren problem. CBD je tako, to sem tudi raziskal, ko ona je na sodišču rekla, da dajala CBD kapljice, ne, pač kar mota se van laže, ne, ker sem test naredil in bilo pozitivno otrok, ne. Pa tudi na hišni preiskavi so jo najdel kapljice, imam tudi pričo, ki je pred njo dajala otroku kapljice, ne, a veš. Sem raziskal, se pravi, CBD kapljice vsebujejo tudi THC v zelo malih količinah, zato ker CBD pa THC skupaj delata v sinergiji in je boš. V bistvu sem klical tega lastnika, ki je ona rekla, da daje kapljice, točno te pa te, kao slovenske bio, klical sem lastnika tega podjetja, sem ga vprašal, ti priporočaš to za otroke, pa tako naprej, pa je rekel, Bog ne daj. Ne. Ona je tudi rekla, da njena zdravnica od otroka ve za te kapljice, da je tudi rekla, da je kao ok, tudi njo sem klical in rekla, Bog ne daj karkoli, razumeš. Če leži so več plasne par njih, no, veš. No, si pa ti potem otroka testira dal, kako si to naredil? V bistvu je tako, jaz sem za to zvedel polet, in sem dal avgusta, testirati tam malo in sem lase sem poslal v Avstrijo. Zakaj v Avstriji, ker v Sloveniji ne obstaja v bistvu nobeno podjetje, ki bi to delalo. Se pravi, najdeš gor firmo, to je kriminalistični laboratorij
Dunaja, Dunajski kriminalistični laboratorij, nek CSI Dunajski, kontaktiraš jih in ti pošljajo pač kit, vse kar rabiš, vse navodila gor dol, pač in to zadevo na 4 mestih pač v zadnji odrežeš. V zadnji zato, ker so najbolj skriti lasene, ker morska voda, sonce, klor v bistvu uničuje te lase. In več je tega, bolj je las uničen in je manj THC not. Tako da jaz sem pa otroke testiral nekje avgusta, sredo avgusta, po morju, po bazenih, po soncu, po vsemu in je ta mala bila še zmeraj pozitivna. Če bi jo, ona je pa nehala njim dajati kapljice, ki je imela hišno preiskavo nekje marca, aprila, tako da glede na to, da je pol 4 mesece kasneje bil otrok še zmeraj pozitiven, če bi jaz to maja opravil, pa aprila teste, to bi bilo kar veliko tega not. Zakaj je imela pa hišno preiskavo, ko si omenil? Hišno preiskavo, pač nekdo je prijavil in pač je imela hišno, najdlo se vse skupaj okoli 100 gramov. Trave. 60 gramov je bilo trave, bile so te kapljice, pa kukje. Ona je kukje pekla, otroci to povejo, da je skozi kukje pekla in ona je pač strokovnjak, ona je pred otroci. Moš vedeti, otroci poznajo vse dilerje v Velenju. Oni vejo pač, da je nekaj... Tvoji otroci. Moji otroci povejo pač, da je nekaj varnostnik v eni trgovini, pač vse to oni vejo Velenčani. Prodaja, ampak da neka Mateja, pač od mamice prijateljica, ima boljšo robo pač in so hodili k njej po travo. Pa ona prišla domov, pred otroci ona to lepo kukje pekla in v bistvu te kuki so bili tudi dostopni otrokom cel cajt. Tako da ta mala je 11, 12, 13, a misliš, da ne bi kuki vzela ona v šolo, pa gremo probat. A pa da bi celega pojedla, boge revež malik, je to sladko, ka ne ve, a pa razumeš, ne? Škaj bi se vse razvidelo, školiko zastrpitev je s THC-om pri malih otrocih, oni ne rabijo veliko, oni imajo 30 kg. Veš, overdose bi naredila, komot. Tako da ja, otroci vse vejo, otroci vse poznajo, tudi povejo, da so kukje pekle, kukje so tudi najdel v hišni preiskavi, se pravi, vsega skupaj je bilo okoli 90 gramov. No, ampak kaj pa prav CSD glede na to? Je bila hišna preiskava, tam je bilo, da so najdel droge, ampak oni, kakor sem jaz tebe zastopil, so še zmeraj na njeni strani. Kaj oni pravijo, da ti lažeš? Ne vem, pa dobro se, če ti lažeš, se je bila policijska, ta hišna preiskava, so papirji. V bistvu je bilo tako, od dokazov, kar je. Otroci so povedali, CSD delovkam vse to, dotična CSD delovka je to napisala in ni imela nobenega komentarja, da otroci lažejo, da so karkoli nič napisala. To moš vedeti, ona je to napisala, prednja inšpekcija prišla do tega, to če prideva. Povedali so na policijski postaji Moste otroci, kaj se je dogajalo. Povedali so skrbniku, povedali so CSD delavkam v Mostah, kaj so delali. Ne, mislim, kaj je mama delala. Imamo hišno preiskavo, kar so najdeli. Imamo to, da so mamo 15 do 8 pred šolo ustavili, pa izpit vzeli, kaj je bila zadeta. Ampak oni tega več ne omenjajo. To ne obstaja več. Pa to še zmeraj ni dosti, da bi otroke vzeli, pa... Tomaž, to ne obstaja več na sodišču. Razumeš, oni tega ne omenjajo, kot da tega ni. Na zadnjem mnenju je CSD delovka napisala, da jaz predstavljam situacijo, kakor mi jo predstavil pač ta njen bivši, ki jo je prijavil. Njo je bivši prijavil. Kaj je bivši prijavil? Bivši fant jo je prijavil za droge, pa za otroke. Ja, je pa vse. Ti bom povedal, ampak hočem ti sem povedati, pač, da mi je on povedal in da jaz na podlagi njegov, kar je on meni rekel, da jaz to zgodbo govorim. Ne, jaz zgodbo govorim na podlagi otroških pričanj, hišne preiskave in tega, da so je 15 do 8 vzeli spit. A veš, to so trdi dokazi. A veš, in nič, še zmer nič. Oni, se pravi, v zadnjih mnenjih oni ne obstajajo dokazi, ni tega. S tem otroci povejo, da se to dogaja leta in leta. Se pravi, ta mala pojede celo osnovno šolo, se mami drugera. In to se že zjutraj začne. Zjutraj je že joint, tako je ta velik, v stanovanju pred otroci. Tudi v film, ne vem, če si videl, kad ta mala snema pepelnik v dnevni sobi poln jointov, kad se igra z njem. Se pravi, otrok je že toliko navajen na drogo, da mu je to kao flaška, veš, da prime, da se z njo igra. A veš, to je, ne, a veš, ti moraš vedeti,
ti kazen, zdaj so pred kratkim uvedli zakon, ti če kadiš v avtu, pa je otrok s tabo, dobiš kazen. Ona se drogira in se pravi, če skadiš dnevno 10-15 jointov na dan, koliko jih ona skadi v stanovanju, z otroci not, pa te ustavijo pred šolo 15 do 8, ka si zadet, nekaj kadiš v avtu. To nič ni prijatelj, to ni nič. One celo napišejo zdaj v mnenju, da nobene nevarnosti več pri matki ni. Da nič ni, da je vse kul. Ampak za vsak slučaj ne. Čeprav je ona, vse je v redu, kada nič ni bilo. Ne? Se pravi, ona ni bila nobena zdravljenja, nobena terapija, nič. Oni napišejo, da bo ona na razbremenitvenem razgovoru. To je tako, kada gre Mija na per, pa se ti razbremeniš, kam poveš svoje težave. To je njim dosti, da je bila parkrat na temu, brez terapije, brez vsega, brez zdravljenja, brez nič. Aha, to je pač neka olajševalna okoliščina. Pride se zjokat verjeten in gre, ona pridna je prišla, je sodeluje, razbremenitveni razgovor smo naredili, zdaj je pa ona v redu. Oni to pišejo, da je zdaj to v redu in da ni nobene nevarnosti, ampak za vsak slučaj bi bila laična delavka, vsak dan, vsako popoldne pa njih doma. Se pravi, predstavljaj si ti, ne? Z njo je vse v redu. Ona je niti najmanjše suma več ni, da ona bo karkoli naredila otrokom in glede nasilja, in glede droge, in glede vsega. In se pravi, vse je zdaj v redu, naenkrat pol leta kasneje. Brez kakršnega zdravljenja, brez vsega. Nič. Razbremenitveni razgovori so bili, to je bilo in to jim je pomagalo. Ampak za vsak slučaj bo laična delavka par njih doma vsako popoldne. Vsako popoldne, celo popoldne. In zdaj pa ugan laična delavka, komu zdaj odgovarja? Laična delavka odgovarja, CSD delavki, ki v primer, to je ona. A misliš, da če otroci grejo nazaj gor, da ka ona njej karkoli pove, kaj ona delala z njimi, pa da je mogoče bila situacija, da jih je hotela nabiti, pa da jih je nabila. A misliš, da bo ona to pretepla, recimo, ne? A misliš, da bi ona, glede na to, koliko se z mano fajta, ker zdaj to je za njo zdaj oseben fajt. Oseben fajt je zato, ker se ti CSD-ju inšpekcije poslal. Tako. Takrat se je vse začelo. Ampak hočem ti povedati, a misliš, da bi ona karko naredila? Jaz še pošljem otroke gor. Se pravi, razen tega, da je okolje isto, kaj je bilo v pol leta, ne moš ti človeka spremeniti, kaj je star 40, kaj nekaj dela že tok in tok let, ti ne moš njega v pol leta spremeniti brez terapije, z ne vem kakimi terapijami in ne bi mogel pol leta, brez, pa sploh ne. Ampak hočem ti sem to povedal, če jaz jih pošljem gor. Komu bo otrok lahko povedal? Stari starši so, foter pač ima malo težave z alkoholom, mama jemlje smolo od kokona. Se pravi, stari starši ne morejo povedati. Če pove učiteljem v šoli, oni bodo poklicali policijo, policija bo poklicala CSD. A pokličijo CSD, pa so že takoj sprtej spet tisti gospe, ki se maščuje zdaj meni za to prijavo. Se pravi, otrok bo tam zaprt, vse se jim lahko zgodi, brez kakršne koli pomoči. Glih zaradi tega, jaz nimam problemov toliko z njo, jaz z njo sploh v bistvu nimam problemov, ona ima svoje sama sabo probleme. Jaz imam probleme s CSD-jem. Tako, kar sem te rekel, sem se pogovarjal z drugimi starši, ki so imeli iste težave in ona dela vedno po istem principu. Se pravi, tako je zdaj. To smo mi ugotovili, ko smo se starši. Koliko pa je ta delavka stara? Pa ne vem, okoli 50 nekje, tam nekje mora biti. Tudi sem, da ti povem, kako ona deluje. Vedno iste težave so bile, pa isti primerih nasilja nad otroci. Vedno imaš dva starša, prijeta dva starša. In starš, ki je kriv, on, ki je kriv, ponovno tih. Tih si jebi ga, zgodil se je, malo so te dobil, malo se potuhneš, pač in si meren in čakaš, da grem im. In on, ta starš, ki je kriv, se podredi CSD delo, ki ona je zelo taka. Ona je najboljša po sebi. Ta drug starš je pa razburjen. Zakaj je razburjen? Razburjen je zato, ker si verjetno ta starš, ki je podrejen, je bil nasilen do otroka in ta drug starš je v bistvu v obrambnem položaju, recimo, da je to ženska, kakve so ženske, če otroku kaj narediš mame. To so levinja, razumeš? To te strga. In ona, recimo, in v tem primeru sem recimo jaz, ki branem otroke, in sem valjda
Seveda sem malo bolj energičen, pa malo bolj dovzeten do tega, da nisem najbolj umeren, glede na to, kaj se otrokom dogaja. In njej gre pol to na živce, oziroma ona to ne dovoli, da se kdo njej ne podredi. Jaz ne njem se komu kaj podrejati. Jaz bom samo otroke svoje branil, razumeš? Ona to narobe razume. In ko smo se pogovarjali s starši iz Velenja, ko so imeli isto delovko, ko so me klicali zdaj po tem podcastu, je copy-paste isto. S tem, da nadrejeni vejo za to. Se pravi, jaz imam dokumente iz drugih primerov, so mi pokazali, sem dobil pogled, nadrejeni za to vejo in je to copy-paste istih primerov. Tako da, če še kdo se prepozna v moji zgodbi, bi prosil, da ne napišejo v mail, kjera delovka, kaj se je zgodil, pa lahko skupaj malo pogledamo, pa se bomo lahko tudi v prihodnosti skupaj pritožili, da se to več ne dogaja. Tako da, pište, pa bomo videli, samo skupaj malo združili, pa da vidimo, ker to se ne sme dogajati. Jaz sem namesto, da nudijo, moraš vedeti, da ti braniš svojega otroka, že tako ti je težko, ko se je to otroku zgodil, pa ga pa še braniš, pa prideš na institucijo, ki bi ti mogla pomagati in dobiš delovko, ki ima težave sama s sabo, da mora imeti skozi prav, ki verjetno že malo predolgo to dela, in se pa s tabo fajta, zato ker se ti ne podrediš. Ti sploh ne razmišljaš o tem, ti ne razmišljaš o tem, da se komu podredil. Ti samo veš, da braniš otroka, ti si v obrambnem položaju. Je to mama, ali je to oče? In njej to ne špila. Ne, ona mora imeti prav, ona mora biti tu na ta glavna. Ne. In ona potem stopi na stran podrejenega starša, se pravi starša, ki je ponovadi kriv, ne, in zato je on tih. In zato pride do teh situacij, kakor prihaja. No, sem to, kar ste rekel, ne, da je ona zdaj to osebno vzela, zato ga ste no prijavil, ne, ampak če bi jaz na njenem mestu bil, pa če je vse točno tako, kot ti praviš, jaz bi se bal, jaz se ne bi upal biti zaradi sebe na njenem mestu, ker kaj pa če bi bil en tvoj otrok mrtev, zato ker bi se predoziral s tisto drogo pa take zadeve. Ona bi mogla nas se misliti, da bo sama, ne bo se še kakšne večje probleme zakopala in verjetno tudi zdaj to, kar ti javno govoriš, verjetno to ne bo nič dobrega za no. Ne bo nič dobrega, ampak je zanimivo, da ne boji se, ona je povedala to meni, kaj ti on zdaj povedal, pa povedala tudi ostalim, in to je splošno znano, da ona to skozi razlaga, ona je bila v primeru koroških dečkov, ona je bila tista, ki je pelala otroke ven iz vrtca, in je v bistvu, zdaj hočemo po moje prijati in to poudarja skozi, že vsakmu dokumentu zadnja 2 tedna, to je poboldano dol, z veliko, urgentno treba prijeti po otroke. Ona je očitno otroških solz in krikov željna ženska, oziroma pač zgleda, da rada hodi po otroke, a veš. Tako da, No, in zdaj, če greva malo še to kronologijo čez, se pravi, ti najprej je ona imela otroka, ne? V bistvu je tako, otroci so bili... času si ga ti dobil? Otroci so bili dodeljeni meni, oziroma, njej, in to je pač potekalo, jaz sem vsak drug vikend, počitnice in tako naprej, nič kaj tazga ni bilo. V bistvu, bolj se je od tega našega razhoda, bolj je čas tekel, manj sem jaz imel težav z njo. A veš, ne? In zdaj na koncu, tudi lansko let, so bile tam male komod pri meni 45 dni, a veš. Zato, ker pač ona imela že druge zadeve, pač ne, se veš, da je bila zaposlena z vsemi svojimi dejavnostmi, ne. To so bile kaj, da se je malo drogirala, pa kaj? Veš kaj, ne bi unik iz Velenja, ki so pač vejo kako, pa kaj, veliko obiskov je bilo, tako dajmo reči, veliko je obiskov, veliko je drog, veliko je žura. In zato tudi otroci so dobili smolo. Veš, otrok ti nagaja, veš, če je po koncu, pa če se dere, če ne spi. Tako pa malo daš po 3-4 kapljice, mislim 3 kapljice, da je bila idealna doza, da je dejala. To vem, 3 kapljice daš, ta mala spi, pa če ti lahko moč žuraš naprej. Kaj pa glede na to,
da pač... Prosti, ne bom, izvoli, kar povej. Glede to, da ti zdaj vse to poveš, te dilere omenjaš, pa to, pa oni so verjetno zelo prijatelji, pa tako naprej, a se ne bojiš, da bi se tudi oni kaj tep maščevali, ker to ponavadi so malo kriminalci. Zakaj bi se ne? Ja, ona bo rekla, ta prasec mene zajebala. Če njen dealer nje napisal, pa je povedal, da ne pozna nobenega, ki toliko skadi, kot ona. Ja, vse pač oni vejo že kako pa kaj. Malo če ti dealer napiše, da ne pozna nobenega, ki skadi to, kar ti malo se moraš zamisliti. Tako da ne, zakaj bi se bal? Pač, Tomaš, jaz se sem Boga bojim in nič drugega na svetu, razumeš, ne? Vem, da imam prav in zato se borim in zato sem boril do konca. Ne samo moj otrok, vsak otrok si zasluži brezskrbno otroštvo, brez nasilja, drog in česarkoli podobnega, razumeš. Tako da, namesto da je hvaležna, da so njeni otroci zdaj na varnem, v bistvu veš, kaj je problem? Problem je, ker ona tudi zdaj priznati ne sme. Ona ne sme priznati, zato ker bo pol CSD potunkala svoje prijatelje, ki jo zdaj branijo, a veš, ne? Zato ona tudi na zdravljanje zdaj ne more iti. Razumeš? Oni, ker jo dajo potuho, ker jo branijo, oni še njeno agonijo vlečejo zdaj. Razumeš? Ne? Ker če bo oni njej tako rekli, poslušaj za leti, kaj se delalo otrokom, si ti normalna, probleme imaš, tukaj imaš, lahko greš sem, pa iti iskat pomoč. Pejt, pomagali ti bomo, jaz bi ji pomagal. Da gre kam na rehabilitacijo, pa kamorkoli. Ne, da vidim, da je res ono, da je prišla k sebi. Otroke bi tja pripeljal za vikend, da jih malo video gremo, skupaj na tortico, pa nekva. Pa sežem, da bi. Res bi. Ampak ne moreš ti z enim kazanika, da je karkoli delo, dokazi pa kipijo na vse strani. Priče kipijo na vse strani. In tukaj je, oni tudi njene delajo usluge. Ona se bo s tem, sama sabo se bo mogla soočati. Pa nisi ti 15, 16, 20. Da priješ sebi hiter. Ti si 40 star. Ti si že formirana osebnost, razumeš? Ti imaš že dolg težave. Če sebi ne prideš pravočasno, a pa da saj veš, da imaš problem in da greš rešvat, ne gre to tako. Oni pa s tem ne pomagajo. Oni s tem v bistvu ji odmagajo. Oni bi jo mogli, punca, draga naša, pridi vsi ti mu pomagali. Vključno z mano. Ampak zakaj misliš, da takole, ko so vse te tvoje izjave tudi slišali, verjetno ti podcast tudi policija pogledala, ne? Zakaj oni niso skočili, ker oni morajo skočiti. Slišim, da tudi, če so neke prijave take, ne vem, enkrat me je omenil, da če komu češ kaj nagajati, ga prijaviš, da ima otroško pornografijo v računalniku, pa pridejo narediti hišno preiskavo, ne? Pa čeprav ni nič res. Ampak gled, lepa imeli hišno preiskavo, so drogo najdali. Poznajo se med sabo. Poznajo, to je Velenje, to je... Zato misliš, da je? To je tudi ne, zato mislim, to vem, da je. Oni se vsi med sabo poznajo. Ampak enkrat bo prišlo na eno višjo inštanco, ko bo pa nekdo z Ljubljane prišel, jih vprašal, kaj pa vi delate. To meni še zmer ni jasen, glede na to, da je video v zoni že 2 tedna. Glede na to, da sem jaz veliko stvari tam povedal, pa ne vse, kot sem še omenil. In jaz vse, kar sem povedal, jaz lahko dokažem. Jaz si nisem nič zmislil. In oni so pogledali video, oni so spisali več kot 10 strani. In oni niso rekli, oni so za eno stvar rekli, tukaj smo ga dobili in še to so se zlagali. Govorijo, da jaz govorim o maščevanju, o nekih zmagah, kar tudi ne drži. To govori CSD. Oni, če bi proti menke imeli, da sem jaz lagal, pa karkoli, oni bi zihar kakšen postopek že zaštartali. Ampak pač nimajo nič, ker sem vse povedal po resnici. Zdaj, tako ti bom rekel, ta tudi nadrejeni, ki je od te dotične delovke. Ti si imel Afriko, imel si gostilo. Če se kakšna ustrežbi grdo obnašala do svojih strank. Kaj si naredil? Pogovoril si se z njo, preveril si zadevo, si jo opozoril in čao. A pa primer ti bom dal zdaj recimo hujši primer, da si recimo imel dobre stranke, ki so porabili vsak vikend, ne vem, po par 100 mark takrat,
in da si izgubil zaradi te kelnerce, ne? Nagonil bi jo, ne? Ja, bi jo, ja. Ja, ampak to je bil tvoj posel. Oni delajo pa za državo. Njih briga, a razumeš? Njih Ne briga. trpijo, Nič ne trpijo, oni v petih grejo, vikende so frej, bolniške lepo izkoristijo vse, kar lahko za svoje otroke, vse dopuste, vse izcedijo, kar se da. In to je to, ne. A veš, ta CSD delavka je dodatno še po službi tudi izvedenka, a veš, za socialno delo, pazi to, ona. Kaj izvedenka na sodišču ali kaj? Ja, tako, se pravi, če imaš ti zdaj problem isti, ki sem jaz socialno delavko, Najamejo, no. ti najameš njo. Ti njo najameš, ti njo plačaš, da ona te pomaga pregledati primer. Pazi, njo boš najel, kaj dela v tem primeru. Ne? In zdaj je vprašanje, a misliš, da ona mi službo v CSD-ju tam ne dela ta svoj del, kaj je popoldne za njega plačena? Ja, A veš? dobro, mislim, dobro vprašanje. A veš, ne? A veš, to je mislim, hočem ti povedati, ne? Da se noben tam ne zmrda pa reče, lej, pogledal sem, uro pa pol traja, fant je veliko povedal, ne? Kaj če je 20%, če 20% res je preveč, ne? Pa ni vse res. Kaj če 20% res mora nekdo brez službe vse. A pa ok, ne brez službe, Lej, sliši se grozno, za ta čas ne delaš več strankami, dokler to ne raziščemo. To se da raziskati v tednu, 2, 3. Ne? Majo pa, tako kot sem rekel, jaz sem jim socialno inšpekcijo poklical in so ugotovili nepravilnosti in od takrat imam težave z njimi. Socialna inšpekcija ima zdaj še 2 prijave nove. Od tebe? Ali? Od mene, ena od moje odvetnice, na 40 točkah. Se pravi, za 40 stvari, da so naredili narobe, ene so pač ene so neki blažji prekrški, eni so zelo hudi za zapor, ne? Kot krivo pričajo na sodišču. In to je na socialni inšpekciji že več kot 1 mesec. Jaz sem inšpektorico klical, ona bo v roku 1 meseca opravila pač ta pregled. Ampak, a veš, to vse rab svoj cajt in vse to dolgo traje. Medtem, ne, ker jaz to govorim, se pa drugim delajo krivice. A razumeš, ne? A veš, tako, kot so prej rekla, ti, ki imaš svoj lokal, takoj odstraniš to iz strežbe, da ti narediš še več škode. Oni pa to pustijo. Veš, oni pustijo, ona še zmer piše meni dopise. Pazi to, se pravi, javno je znano. Ne mogo se zamenjati. Ali... Pa jaz sem prosil direktorja, 5-krat, 6-krat najmanj, da mi zamenja delavko, ker imam pravico, pa mi jo ni hotel zamenjati. In še zmer, čeprav sem jaz kazensko vadbo proti njej podal in sem to povedal na podcastu, to je javno znano, da sem, še zmer ona piše moje mnenje. Še zmer ona lahko piše, še zmer jo pustijo. Koliko je to zdaj sporno? No, ne vem. Kako se tebi zdi, tako naučimo? Nekaj ne štima, ne? Ne vem, dobro, ne. Jaz sem dejal kazenske ovadbe za one neplačnike, ne, ker si vedel, da so ga policija obiskala, pa je ponovadi tudi policija rekla, dajte plačajte, da se ne bomo to preganjali in je bilo to kar učinkovito, no, tako da. Drugače pa, kaj je bilo pa s tem, ko si tu menil, da je pač pretepala hčerke, kaj to pomeni pretepala malo? Hlasala jih je ful. Lase jim je ven vlekla, s predmeti jih je ciljala, se pravi, kar je bilo pri roke, dalinc, čevelj, telefon, pač karkoli je bilo, ne, otrok je pač pobegnil, ona jih je pa ciljala, kaj so bili oni manjši, je bilo to še hujš, ne bi zaradi otrok govoril, kaj je grozen, ampak je bilo še hujš, no, pač tako da ni bilo v redu. A veš, moraš vedeti, da če si nestabilen, depresiven, pa drogeran zraven, pa še pijan. Veš, moje 2 otroka sta čudovita otroka, lepa, pametna, sta pa punci zelo živahni. Veš. In ker sta pri meni, one športajo ful. One 2 skup imata 10 treningov na teden. Obe 2 skup. Ena jih ima 6, ena jih ima 3, pa še z mano so v zuni. In na basketu, in na skejtu, in vse. In one, če se ti s otrokom ukvarjaš, otrok ob 9, a pa rečemo ob 10, bo že dol padel. Če pa ti skozi, te, ki pohajo, ne, oni niso znani po temu, da so ful aktivni. Pač oni se zapohajo, ko je to kavč in gremo jesti in ležati in spati.
A veš, in otroci so imeli pač veliko energije, je pač normalno, tako kot vsak zdrav otrok. To pomeni, da je otrok zdrav. Pač in ona pač je nesposobna vzgajati zdrave otroke, ne? In po jih mora drogirati, da zaspijo. Ne? Čisto enostavno. Kaj pa otroci se želijo k njej, ne želijo? Praviš, te pogovori kratki so, to otroci nočejo, da so daljši ali kako? Ne, pač oni sem povedal, da noče se z njo govoriti in prekinati. Ampak ona verjetno reče, da si jih tudi naluštal. Ja, da, itak, to je to obvezno. Aha, tukaj je še ena zanimiva zadeva. Ja, to ti moram še povedati, koliko so oni, kaj dela CSD. Se pravi, CSD, Velenje je klical CSD Moste Polje, moj najbližji CSD, in mi razložil celo situacijo. In da so punce pri meni, da so ogrožene in da ne vem kaj vse, da sem jih ugrabil in da jim ful hudo in ne vem kvaj, ne, pač oni grejo pogledat v njihovem imenu. Pač, so oni klicale, so prišle, so se mi pogovorili, so z otroci pogovorile in so pač tudi napisale, da so otroci sproščeni, srečni, zdravi, veseli, da se počutijo varno, da jih mamici nočejo iz teh pa iz teh razlogov, da je stanovanje primerno, da imajo veliko prijateljev, da poznajo nove šolce, ki bojo z njimi hodili v novo šolo v Ljubljani, pač, in da je otrokom dejansko nič ne manjka, razen šola. To je bilo več kot mesec dni nazaj. A ti misliš, da se pravi, CSD Velenje je zaprosil CSD Ljubljano, da naredijo pregled. In one so naredile pregled in pač one so naredile dejansko svoj del. Napisali so tako, kaj je bilo in so dali poročilo. Ne? A misliš, da ta poročil, ne, ki je bil narejen na prošnjo CSD Velenja, misliš, da je prišel do sodnice? Aha, to pa niso dali. Ne, to pa niso dali. To pa niso dali. Pa tudi z istimi delovkami... Pa se mu tudi tam mnenje, imaš tudi ta papir? Imam, jaz sem, ta teden sem dobil, sem se slučajno spomnil, sem rekel, vem, da so bile so korektne, saj izgledali so mi dosti korektne, rekel, da vem, kaj so tam napisale. Ne. Predtem sem bil pa pri njih januarja tudi, in so tudi napisali, pač oče je prišel, povedal, kakšna situacija, vse je opisal, bil je miren, pač vse je lepo razložil, bil je tukaj na eno uro, smo se pogovarjali in to je to. Veš? Se pravi, ne, ni v en problem. Ne? Se pravi, pa to je CSD delavka, ki je zelo izkušena, ne? A veš, pa nima nobenih interesov. Tudi jaz je nisem zbral, da je moja. Oni so jo klicali, ne? Oni so zbrali točno ta, pa ne gre pogledat. Ne? A veš, ne? To, ne, kaj tazga pa oni ne bi dali na sodišče, veš zakaj ne? Kaj pač ne paše v njihov cilj. Cilj pa je otroke na silo vzeti očetu za vsako ceno, ker oče nas bo potunku, zdaj bom že potunku, zato ker imam ogromno dokazov in vedno več dokazov tudi dobijam. Mislim potunku. Hočem pravico za svoje otroke in zame, predvsem pa varno okolje. Ne? Tako da oni se pravi vse karkoli kaže na to, da je otrokom pri meni lepo in dober in da sem jaz normalen, kar jaz moram dokazovati, da sem jaz normalen, čeprav ona imela hišno, pa ona otroke dogledala pa sebe, pa tako naprej. Ne? Zdaj sem jaz ki moram sebe braniti. Oni to tako znajo spretno obrniti, da je neverjetno, kaj dela. Pa boš tudi tožil jih za vse to, kar so ti to? Cilj mi ni tožba. Meni je cilj, da otroci da so varni, da so pri meni. Želel bi si, da mama najde pomoč, da si pomaga, ker jaz nočem mame svojim otrokom vzeti. Ne morem pa pustiti blizu otrokom, ker jih ogroža. Pa če ti otroka zbijaš tolika leta, drogiraš, delaš pred njimi take stvari, ti nisi normalen. Oprosti, ne? Ti pač moraš se pozdraviti. Ko se pa pozdravim, pač si to močno želim, res si želim, pa ne imajo nek odnos, ne, pač kakor bojo punce hotle. Pa imajo hčerke zaradi tega, ker so vse to doživele, to je siguren velik stres za otroke, imajo kakšne posledice. Jaz imam eno znanko, ki je učiteljica in ona pravi, da točno po otrokih vidi, kje v družini vse štima, pa kje ne štima. Res je. Še kako je, ker so, tudi jaz to vidim, polke me omenja, ampak to vidi recimo, to vidi moj foter, prijatelji družinski, pa tako naprej, ko otroke poznajo odprej, pa kaj jih zdaj vidijo. Oni vidijo, kakaj je. Jaz tudi, ko mi oni rečejo, wow, kjer je razlika, ne.
tudi jaz se zavem, kakšno jaz sem mislil vsak dan vidim. Veš, recimo, mlajša, to mi je glih rekla ena družinska prijateljica, prav, prvič, ko je videla tam malo, da šele zdaj razume, da je ona bila zabuhla od stresa. A veš, kaj si zabuhal od stresa, kaj se ti take stvari dogajajo, pa zdaj, kaj je že prav lušna punca, sproščena, stres free pa tako naprej. Zdaj v bistvu, zdaj nekako so, ko bi rekel, kaj reseterane, a veš, ne. Tudi vidim po spanju, bolj spijo, dlj spijo, ena od punc malo več švica po noč, pa zdaj že ne švica toliko, bolj so mirni, ko govoriš z njimi, lep se obnašajo, pač to veš, redno življenje, pa ljubet starš zraven, pa veš, je kar pripomore zraven pri otrokom obnašanju. Edino, kar redko, ko sem rekel, manjka jim šola, a veš, oni si res želijo. Oni imajo dosti popoldanskih obveznosti, ki se družijo z vrstniki, imajo gimnastiko, imajo kickboks, imajo pred blokom se družijo z otroci, fuzbal igrajo, košarko, skejtamo. Veš, ampak manjka ti, da vsak dan vidiš šolca. One ne hodijo v šolo, so od doma, ne? Noč mi ne pustijo. Ne smem od doma, ne smem nadaljavo. Mogu bi jih gor vsak dan pelati v Velenje, pa nazaj po Velenje. A ti bi jih mogel v Velenje voziti vsak dan, pa jih ne? Kako pa je? Mislim, dobro, se razumem to, da ne moreš. Kdo bi te pa, kako bom pa, kje bom pa, drugače v Ljubljani ti živiš, ok? Ja, v Ljubljani. Mislim, v Ljubljani jih pa ne moreš v šolo pisati. Ja, ne pusti mi, mama pa ne pusti. Mama ti ne pusti. Ja, ona ne pusti prepisati. Jaz sem celo, ko so otroci prišli k meni, od septembra so pri meni, jaz sem jih vozil na inštrukcije, sem naredil eno inštrukcijo in sem jih vozil vsak dan po 3 ure. Moš vedeti, to v Ljubljani stane 100 € na dan. Veš, jaz sem spržil 8 jurjev v 3 mesecih z njihovo šolanje, vmes sem sodeloval pač z njihovo osnovno šolo, razredničarke so mi poslale njihove primerti nam. Prejšnji teden smo prišli pri slovenskem jeziku na stran 52. Ne. In pol jaz to posredujem inštrukcijo in ona je sledila je, oni so sledili svojim šolcem. In sem njih prosil, pa če lahko naredimo preverjanje znanja. In nisem mogel. Ne. Do novega leta sem imel denar za inštruktorje, ker mi je škoda denarja me pobral. Zdaj pač več ne morem, ker imam tu 2 odvetnika in tako naprej in tako naprej. Tako da oni so brez ocen, v šolo ne hodijo. Tako da če se nav zelo hitro... To je pa velik handicap. Ja, v bistvu to... Jaz imam nečake približno toliko stare, kot ti hčerke in so zdaj med počitnicami ostali nekje na potovanju, ker je bila ta vojna, ne? In so en teden šole zamudili in to je bila ful panika. Ja, no. Koliko bojo to zgubili, pa je to samo en teden, ne? Tako da... Ne, mislim, njih to ne briga, ne. Oni insistirajo, da jaz njih vozim vsak dan v Velenje. Se pravi, to pomeni uro, če nimaš gužve, 1 uro, točno, 1 uro, pa se smo... V 1 uri skoraj ne prideš. Ampak deva reči, da je ura. Deva reči, da je ura, pa pol jaz nazaj še 1 uro, se pravi, to sta 2 uri, in pol, kaj sem v službi, 2 uri, 3, pa spet nazaj, pa je že gužva. A veš, otroci bi v vsakom primeru preživeli 3 ure na dan v avtu. Jaz bi preživel verjetno 4 do 5, brez nesreč. Zdaj, kaj je delal na cesti, vemo vsi kako je, zdaj se glih začne lepo. Službo pozabi, ne, se pravi, službo ali bi mogel dati odpoved, ali bi pa dobil odpoved. Ne, kako je to, je zdaj 6 mesecev že mim. Kdo te bo gledal, da ti bo dajo pačo, pa da te ni, ker ti moraš otroke v šolo voziti. Ministrstvo je bil pa jasen. Pa rekel, ne grejo otroci v šolo tja, kjer bivajo. Ne, ampak pač ne pusti CSD, ne pusti mama. Pa si se probal, da z mamo dogovoriti, pa ji reči, da to ni za otroke dober. Ne moreš. Zakaj pa ona si to želi otroke? Sej, če sem te sprav razumel, pač ona ima te neke svoje hobije, ki verjetno otroci tudi malo uvirajo, ne? Zakaj? Socialno stanovanje? A je to? Preživnina? A to pa sploh nisem pomislil. Otroški dodatki? Ampak gre to verjetno pol denar za druge stvari, ne za otroke. Tudi gre za druge stvari, ne. Recimo zdaj, ne, jaz 2 odvetnika imam, ki plačujem. A veš, da ona plačuje odvetnika? Ja, ne. Ona odvetnika ne plačuje. Pač ona ima brezplačnega odvetnika, ima pa denar za to lahko pa vsak pogoogla,
Ima pa denar za to, ima denar za plastične operacije. V bistvu je en znan plastični kirurg slovenski voz okol po predavanjih kot dolgoletno izkušnjo, dolgoletno uporabnico plastičnih posegov. Mama tvojega otroka. Tako. Zato je denar, ne, a veš, zato je denar za vse ostalo pa ni. A veš, jaz sem računal, to te prije približno nekih tam Jurija 200-300 na mesec ti dobiš za otroka, veš. Stanovanje, ona sama nikoli ni živela, to moraš vedeti, ne. Se pravi stanovanje, preživnina, otroški dodatki. Ne. Pa verjetno greš še kaj na CSD, ki se poznajo, pa kakšne te ekstra dodatke dobi, pa kakšne ugodnosti, pač ne vem, ne. Kaj od dohodnine še verjetno, kaj povem, vse se nabere, veš. Tako da, ja, zakaj? Zato ne, pač, veš. Otroci, ki so bili tam, so itak več ali manj bili pri starih starših, pri njenih starših. Tako da pač prišli so domov malo na dozo, pa na batine, ne. To je to. No, imaš pa zelo težko situacijo. Tole, ne vem, sem dvakrat podcast poslušal, ampak ne vem, v tistem podcastu, ne vem, a si jasno povedal, da ne hodijo v šolo, ker nimam tu spomina. Pa sem dvakrat poslušal. Veš kaj, je toliko informacije, pa človek tudi ne more malo verjeti, kaj se dogaja, kaj se lahko zgodi v Sloveniji v današnjem času, da ti tudi to uvide, ker so ostale zadeve so dosti bolj mračne od šole, a veš, zaradi tega si šolo nisi zapomnil. Ja, in kaj bi pa ti naredil, če ti zdaj pride en dan policija, pa socialna CSD, pa ti na silo otroke vzamejo? Jaz ne razmišljam v to smer, da bojo oni ostali pri meni. Ne upam si zamisliti, ka otroci tudi, ne vem, kako bi oni to sprejeli. Otroke pa pride kdo, kaj gde vprašati, pri komu hoče biti? Ja, oni so povedali že vsem. Oni so vsem, ki so bili v kontaktu, povedali, zakaj noče biti pri mami, kaj jim je mama dela in pri komu hoče biti. Ne, se pravi, vsem institucijam so oni to že povedali, ampak to ne šteje. To ne šteje nič. Ne šteje nič. Dokazi v prid očeta ne štejejo nič, laži v prid mame štejejo pa velike. Če me razumeš. No, razumem, ampak tudi oni, ki to odločajo, ne, se nima zdaj veze, da si ti njim všeč, ali si jim zoprn, ali pa mama, ampak se to morajo za otroke gledati. Mislim, se pa zdaj nekdo, ko v tem odloča, ne, jaz sem dostikrat rekel, jaz neki sodnik ne bi hotel biti, zato, ker bi se zmerno sprašal, a sem prav odločil, a nisem, a sem naredil temu krivico, ali ne. Če pa tle v tem primeru pa točno veš, da si ti otroke za kako ćeš s tem živeti pol? Veš, kako je s tem? Jaz sem, tako kot sem že povedal, bom še enkrat, sodnik, pa imaš mojo stran, imaš njeno stran, pa imaš CSD. In da ti poveš svoje, njena stran pove svoje, CSD, ki bi mogel biti objektiven, neutralen in govoriti dejstva in dokaze, ne? In pol CSD prevaga na eno, na drugo stran. In v mojem primeru CSD pač dokaze skriva, prireja, oni dodajajo mojim besedam, oni izjavam mojih otrok dodajajo besede. Besede, se pravi, primer ti bom dal, tega se dobro spomnim, pogovarjala se z otroci in pač tam male so povedale punce so, veš, pa reče, pač ati nam kupuje dražje pa lepše obleke. A veš, ne, pač punce so, gre z njimi pač v Zara, pa v H&M, to ni nič drago, a veš, pač reče, kaj ti je všeč in kupimo, ne. No in ona na to izjavo doda, oče jim kupuje drage blagovne znamke, vklepaju firme. Zato, da predstavi, da jaz otroke podkupujem. Ne? In pol recimo v drugem stavku, tako je naslednjem, pač ta mala, veš, priješ, ta malo pustiš na gimnastiki, na drugem koncu Ljubljane, je moraš prijeti iskat, valjda, še prometna, gužva, karkoli, moraš otroku kupati mobitel, da rečeš, še počakaj minut, prijem 15 minut bom zamujal, a veš. In sem tam mali kupil iPhone-a,
šel sem valjda v Gizmota, pač to so rabljeni iPhoni. On je obnovljeni, ja. Ja, obnovljeni, kupil sem ga za 350 €. Jaz sem dal pol, ona je dala pol, ker je dobila narod sorodniku, pa so kupila kaj hotla iPhone, jaz bi reč kupil za 200 €. Ne. In ona tako naredi, se pravi, kupuje drage blagovne znamke firme, to otrok nikoli ni povedal, in kupuje iPhone. Sam iPhone, ja, in pol se to vsak predstavlja. V bistvu to je tako, to pa rečejo, na šuntu jih je, podkupuje jih. Tako je to. Tako da, in tega je ogromno. Kar sem že povedal na prejšnjem podcastu, tako kar sem povedal za trampolin, to veš. Lahko še enkrat povem za tvoje gledalce. CSD delavka pove, da je mama, da jih je pelala na jezero, kjer sta otroka skakala na trampolinu. To CSD delavka pove, da pohvala mamica. Kar sta otroka dejansko povedala je, da jih ni pelala nikamor drugam na jezero, ker je bil trampolin, da so skakali. Mami je sedela ali na tleh, na travi, ali pa na klopci in je kadila joint. Vmes ali pa po temu so šle pa v gostilno, kjer je mamica naročila 5-6 špricerjev. One dve sta si pa razdelile en sok, če je bil denar. Za sok ni bilo, za špricere pa bilo. En sok, da si ga razdelijo, pa 5 špricerjev, pa 6, pa kakorkoli otroci prorečejo 5, no, ampak recimo ne, a veš. A vidiš ti, se pravi... Je, čisto obrena zgodba. Oni iz tega, ne, se pravi, da je nekdo, da otroke nekdo nikamor ne pele razen na jezero, na trampolin, ne, oni iz tega naredijo, da je koliko je ona dobra, da je pelala, v bistvu je tam kadila joint pa pila izravno v lokalu, pa nikamor drugam jih ni pelala. No, če ima ta... In oprosti, sem da te zmotam, a veš, to je zdaj ne pretiravam, to ti jaz lahko prenesem mnenje, pa rečem, lej, tukaj so rekli, policijska izjava, pa tukaj je njeno mnenje. To so dokumenti, ki imajo štempilke, ki so overjeni, ki je uradni dokumenti, jaz ti lahko najdem tukaj stavk, pa tukaj stavk. In jaz tako ti lahko 50krat najdem. V vseh dokumentih skup, verjetno, da bi se približil cifri 70-80 takih primerov, da ti ne damejo. To je bilo tako, to so one povedali tako. To je tako, to je to. In to je tako, malo po malo, besedo po besedo, stavk po stavk, in one počasi spreminjajo mnenje, spreminjajo besede, spreminjajo izjave in spreminjajo mnenje sodnice v mojo škodo. In pol, kad ti nazaj greš to res pogledat, evo recimo, v prejšnjem podcastu sem rekel, za eno mnenje na 5 straneh sem porabil en teden raziskovanja, kaj jaz vem, kje piše. Moj odvetnik, a pa odvetnik nov, če bi mogel mu dati 10 ur, da razišče, kaj je tako kup dokumentov, one pazi to, kaj so zdaj napisali na zadnje. Zaradi tega, ker sem raziskoval to mnenje, sem porabil en teden, potem nastopam na podcastih, to vzame veliko časa, pišem pritožbe inšpekciji, podajam kazenske ovadbe in to, in zaradi tega sem slab starš. Zakaj? Ker imam jaz sploh še čas za otroke skrbeti med vso to aktivnostjo. A si ti to predstavljaš, da to napišeš? Moraš biti kar brihten, da se to spomniš, če se ne bi, no. Ja, oni so, da se oni to spomnijo. Se pravi, ne smeš se pretožiti, ne smeš resnice povedati, ne smeš se za svoje otroke boriti, se pravi, oni so in sodniki, in vse vejo, oni so vse. To se dajo vse, in sodnija, in policija, in kriminalistični laboratorij, in bogovi, oni so vse, oni vse vejo. Ne. Ko pogledaš pa mnenja, pa strokovno padejo tako, da jaz mislim, da če ne bom pretiraval, da bi po prvem letniku faksa napisal bolj strokovno mnenje. No. Pač jaz bi ga že znal bolj napisati, ker sem zdaj pač v temu že veš. No. Mislim, groza. Brez dokazov, dokazi se skrijejo, mama vkoraka v CSD in narekuje, kaj ne oni pišejo. Oni to napišejo, brez da bi preverili dejstva, brez česarkoli in pošljajo komot na sodišče. To gre. Ne. Lahko še tisto zgodbo poveš za gledalce, ki si rekel, da so to klagali na CSD-ju, da si že ti se malo vprašal, če si res slapoče. Prijatelj moj, to oni, mislim, res z besedami znajo. Oni napišejo, se pravim, besede, izjave otrok spremenijo. Oni dodajo not cele zgodbe, kot sem povedal v prejšnjem podcastu, se pravi, ona opisuje, kako sem jaz, tako je bilo, da razložim, kaj je bilo. Septembra, en teden v septembru, se pravi, v torek jaz dobim analize iz Avstrije, da
da je otrok pozitiven. V sredo zvem, da so njej vzeli izpit pred šolo. Kličem tako odvetnico, ona tako kliče direktorja CSD-ja, policijo, sodnico, damo za začasno odredbo, pač noč že papirje in pol v petek, kaj jih jaz dvignem, da jih ne vrnem več. Ja. To zadevo urejamo. Ne? In ona zdaj opisuje situacijo, kako sem jaz prišel na šolo. In sem rekel, spakirajte vse, zdaj boste pri meni. In oni dve sta se usedla v avto in sta imela sabo samo stvari za vikend, v rokah so držale in so se tresle in so bile pod stresom, zato ker sem jaz tudi njim rekel in sem jih v bistvu, kot da sem jih ugrabil in da sem jih pel v Ljubljano. Ona govori, da je bila zraven. Ona govori, da je bila zraven in je stala, kaj se vse dogajalo. In zdaj tukaj so problemi. A veš. Problem je, ker oni tam male nikoli niso imeli sabo za obleč od mame. Zato, ker, veš, to je tako, nisi ločen, ne veš, ampak vedno se začnejo problemi prvo po oblekah. A veš, ti kupaš otroka obleke, pa pridejo v nove obleke, dobiš pa stare, dobiš umazane in tako naprej, pa so oni začnejo kregati. Prvo se je to začelo, jaz sem rekel, lej, preživljeno imaš, obleke, ki ti kupaš so pri tebi, pri meni bo imele svoj set oblek. In to je že 10 letko. A veš, tukaj je prvi problem, samo stvarmi, ki so imeli pripravljene za vikend. Niso nič imeli, ker nikoli niso nič imeli. Hoteli so tebe obtožiti, da si jih kar odpeljal, pa nobenih stvari niso imeli. Tako, v bistvu so pa vse imele one. Pri meni, ja. Ne, v bistvu v rokah so držale samo stvari, ki so imeli pripravljene za vikend, a nikoli niso imeli nič pripravljene za vikend. Ne? A veš. In pol še naprej govori, da bojo ostale pa očetu jim je povedal sprot v avtu in one so se tresle. Na naroku sem lepo povedal, da ko smo prišli domov, kako smo se pogovarjali in da sem jim to doma rekel. A veš, tako da oni v bistvu, in to je pol strani zgodbe. A veš, in ta zgodba je grozljiva, kad ti bereš. A veš, jaz, ko vem, kaj se je dogajalo, pa če jaz berem, jaz misliš, da si grozen šok, mislim, da si ti to naredil. A veš, 5 strani tega, ko bereš, to je zelo prepričljivo. Ja, sej, če veliko prebereš. In to nisem, poprosti, tako kot hotel sem povedati, to nisem, da besede one lovijo, sem pa kaj pa obračajo. To je cela zgodba, se pravi, ona je bila tam zraven nas, ko sem jaz prišel v šolo, in ona je gledala, kaj se je dogajalo, in ona je bila z nami v avtu, in tudi, ko smo prišli domov, ona to vse ve, kaj se je zgodilo. No, ni možen. A pa recimo zdaj, evo, na sodišču, ki je za policijo govorila, je rekla, ko so klicali policijo, da je policaj rekel, da pa mene že poznajo, Velenjski. To se ve, kaj pomeni. Prijatelj, jaz nimam kartoteke, v Mostah me ne poznajo. A zakaj pa rekel, da te poznajo? Ja, zato, ker to hujš zveni. Pač, zvoni če so oni klicali, pač da me poznajo. In še ena situacija, kar se je zgodila. Tista zgodba, ko so bili otroci zaprti 4 ure na CSD-ju, kaj je bila policija. Ne? Ona pove na sodišču, ki je prišla, je rekla, mi smo klicali policijo za vsak slučaj v asistenco. Ne? Slučajno, če karkoli, pač, ki se bomo pogovarjali. Mi smo pa dobili dokument iz policije, da je točno ona klicala, ona osebno, da je klicala policijo in da je rekla, pač, da hitro pridejo, da sem jaz na vratih in da hočem not. Aha. A veš, se pravi, kaj si ti pravi? Se pravi, ti si policaj, dvigneš telefon, CSD ti del, ki te kliče, ja, tukaj zdaj gre za predolitev otroka, oče na vratih, hoče iti not, pa ga ne pustimo, lahko prijete. Ja, da si ti tam nasilen. Koliko policajev boš poslal? Enega, dva? Saj 3. Ja, ne, 6 jih boš poslal, ne? In 6 jih je prišlo. In jaz sem bil v spodi, jaz sem čakal, pač, kaj je bil stik pod nadzorom in je šlo 6 policajev mimo, so šli gor, meni se je zdel, že tako je mi bilo jasno. Ja, mislim, takoj sem prededeval, zakaj se gre in jaz sem šel za njimi gor. In me niso pustili not, je bilo zaklenjeno, me niso pustili not in so mi šele po 15 minutah odprli. A veš, se pravi, predstavljaj si ti, policaj, se pravi, gremo urgentno, nekdo hoče iti not, neko oče, tam pri vratih, recimo buta, pa hoče iti not, oni ga ne pustijo, gremo hiter, pa oni pridejo pred mano, ona jim še, ne vem, kaj jim je tam povedala, ampak zihar ne šlepla. Rekla je, da si bil, pa da si glih dol šel, ne? Mislim, karkoli, ampak rekla ni nič lepega, ne? In zato, ker sem jaz prišel pol not,
zato so pač oni niso bili nič, mislim, oni so bili fair do mene, pa vse nič niso naredili, kar ne bi smeli. Ampak, veš, oni so imeli že zgodbo. Preden so prišli, pa so se pa z njimi tam še pogovarjali. In ona je umetno naredila situacijo in to skriva in na sodišču govori, da so oni poklicali za vsak slučaj. Umetno je naredila situacijo tako, je predstavila policiji, da jih čim več pride, da to zgleda kot neka provokacija pač in da je svoj efekt, da bi reagiral eksplozivno, veš, da bi kakršen koli gib naredil, pa da bi se zadrl malo. Kaj bi se šele zajet, če bi ti pol s tem policajem se pričkal, ali pa sem ali nesramen Tako. Bi oni ti bil sem ali nesramen, pa bi že lahko napisali, da si bil nasilen. Tako, to je v bistvu ona dočekuša klasična, veš, ne. In, veš, policaji ne krivi, ne dolžni, bi meni naredili krivico, zato, ker so jih oni na to našuntali, veš. Veš, tako, da še ta dokument imamo zdaj, ne. Veš, točno ta dotična delovka skozi dela. Zdaj, ko si ta podcast, ko ste dali ven, a so te pa mediji klicali, da bi imeli kakšen intervju, izjava, to tret. Mislim, to je neka taka zgodba, ki bi pričakoval, da bojo vsi mediji pisali o tem. Ali pa 80%, ne pa. Sam jaz nisem zasledil. No. Jaz sem bil v kontaktu z novinarko iz Tednika, sem od njo že od decembra v kontaktu. Smola je v tem, ker so bile volitve zdaj. Aha, seveda, zdaj bo to glavno, plus vse volitvene afere, kaj jih ni bilo malo, plus zdaj povolitvene in so vsi v bistvu zasedeni bolj s tem. In kjerkoli tema, če res ni zelo grozna, zasenčne. Še to je, da so oni malo izogibajo, tudi kar se tiče otrok, karkoli delati. Je pa v bistvu so novinarka iz Dela je zdaj vzela zgodbo in mi je že poslala vprašanje na CSD, tako da mislim, da bo zdaj v kratkem članek že zunaj. Je v bistvu, sem ji tudi vse razložil, povedal, pokazal, tako da je kar zagrabla. Je bila kar žalostna po vsem tem, kar sem jim povedal. Ker je grozen, res je grozen. V bistvu bolj kot to, mediji se bojo parjali, vse to ni, ampak ni point o tem. Moj namen ni kar govorim resnico, kar razkrivam. Jaz sem bolj jezen zaradi tega, da noben s prstom ne premaknem se niti malo. Recimo, nadren, nekdo v CSD-ju, nekdo na ministrstvu. A veš, kaj ministrstvo tudi vejo za to. Jaz sem tudi mesec opisal. Pa tudi državnemu sekretarju sem se z njem pogovarjal po telefonu, sem razložil moj primer. A veš, oni na ministrstvu vejo, poznajo moj primer. Ne? Zakaj noben reagira? Ne veš? Je vprašanje. Glavno, zdaj volitev je konc, tako da zdaj bi se mogli nekaj premakniti. Ker tukaj ni ena mala kršitev, tukaj je ogromno velikih in malih kršitev, vse so pa narejene z istim ciljem in z istim namenom. To je problem. Vse, kar oni naredijo, se pravi, gre vse v isto smer. Oni se nikoli ne zmotijo v škodo mame. Oni njo mnenjih sploh več namenja. Ona je zdaj sploh in super. V tem prejšnjem podcastu si nekako približno tako izjavil, da v bistvu so CSD-ji tisti, ki vsem odločajo na sodišče, ker oni tudi vse mnenja dajo in tako naprej in ti spol. Če sem jaz prav razumel, sodišče avtomatsko sem potrt in tako je. Tako je, vse vemo, sodišče so preobremenjene, sodnice tudi. In sodnik, mislim, v normalnem svetu bi moglo biti tako, da CSD naredi svoj del, da vzame pričevanje otrok, vse dokaze in da to spravi nek dokument, ki se reče mnenje in onda to, da CSD preda ta dokument sodišču in sodišče, da sem to prebere in si naredi mnenje. To normalno bi moglo tako funkcionirati. V mojem primeru je totalna kontra. Se pravi, in jaz borim se proti mami in še bolj se pa borim proti CSD-ju. Kot sem rekel, ko sem dotično mnenje, ki so se prej pogovarjala, 80% je izmišljenega. In sodnik, za temi 5 stranmi, ko oni delajo povzetek, je v zadnji 20 strani. Iz šole, od zdravnikov, od pedopsihologov, od njihovih pričanj in tako naprej. In one to povzamejo in naredijo ta dokument. One pa pač niso nič povzele.
in so marsikaj dodali in se zlagali. Zaradi tega je to tako. Jaz verjamem tudi, da je sodnica, da je videla tole, pa da bo malo razmislila, kako pa kaj naprej. Ne. Ampak se pravim, ne premakne se. Ni to privat podjetje, njih briga jih zame in za moje otroke. Če sem prav v prejšnjem podcastu razumel, so te na CSD-ju obdolžili, da si nasilnik. V bistvu ne morejo me obdolžiti, pa obtožiti. Ne? Oni to zelo prefinjeno in zelo fino napišejo, zelo znajo z besedami. Če rečeš ti nekomu, da je nasilnik, pač mora to mora biti na podlagi nekih dejstev. Ne? Oni lahko rečejo, da imam jaz nasilno komunikacijo, nasilno držo, da sem nasilno nastrojen proti njim. Se pravi, veš, zelo veliko praznih besed, veliko nasilja uporabljenega. To je, se pravi, nasilna gesta, nasilen pogled, nasilen ton. Kako klasično moške, mislim, če ga hočeš opisati kot nasilnika, pač brez da je kaj naredil, nasilno se pogovarja, nasilno držoma in tako naprej. In oni to z besedami znajo in oni to veščo opišejo vsakem mnenju na eno pol strani, a pa celo stran porabijo za to, da te opisujejo tako. Čeprav nisi nič kaj od tega naredil. Vse te kazenske vadbe, ki si jih ti dal, pa je bilo kaj od njih, lahko rečeš, da vse traja. Vse traja. Vse traja. Koliko nazaj pa si jih dal? V bistvu je to 14 dni, 3 mesece, pol leta. Ja, podal sem 2 za zdaj. Eno sem podal proti mami, njo sem uložil septembra, primer je vodil policijske postaje Velenje in oni so zbrali že vse dokaze in so poslali na okrožno državno tožilstvo, tako da od tam bo šlo pa pol naprej njen postopek. Za CSD delovko sem mesec pa pol nazaj podal tudi na državno tožilstvo, tako da to je parnik zdaj. Moram zdaj še to dopolniti, a bom pa kar nova še dajo not glede vsega tega, kar dobijam zdaj, kako plom. Še kako je, to sojenje, to je proces. Ti imaš opravke z 2 CSD-ji, svojo odvetnico, z njeno matko, ki se razpištoli, pa napiše 10 strani laži. Kaj moš tudi na to odgovarjati. Mama se je tudi upletla notne, ona se je tudi upletla. Ona je 10 strani napisala, zdemantiral sem jih tako, da je grozen. Ne? Ampak, jaz sem porabil 3-4 noči, po 3-4 ure, ko so otroci spali, da sem odgovoril na to. Tako da vsak se ti malo uplete, da ti nimaš cajta tok, zdaj pa nekako vem tudi, kje moram kopati, pa kje se je kje zataknil in dobijam dokumente od policije, zdaj bomo CSD zahtevali dokumente in tako naprej, kjer bom dokazal, kako oni to prikrivajo in lažejo. Tako da dolg proces je, dolg traje, ampak jaz sem prepričan, da na koncu bomo prišli do pravice za moje otroke in zame seveda. Ker moraš vedeti, da male bojo leto izgubile. Katastrofa, ja. Ker niso ukrepali, so bili otroci pol leta dal prematki, kakor bi mogli biti. Ne. Tam tudi so bile tudi drogirane večkrat pol leta, v pol leta so bile tudi večkrat zadrogirane, večkrat so dobile batine, grde stvari so se dogajale, razumeš? Ne. Pa tu zdaj ta malima, mislim, let bo izgubile, pa skozi je nekaj, jaz tudi, kom rekel, že 2 meseca sem malo bolj na trnih. Čakam, da bojo prišli. Ni to lahko. Ne ostaneš jutri, tako malo na okem pogledaš. Pa to pred otroci skriva, da oni ne opazijo. Opazijo, ampak ne vejo glih točen kaj je. Tako da ni mi življenje glih lahko, bom rekel, tako je nekako najtežje obdobje mojega lajfa. Ampak, pogledaš otroke, pa koliko so one kul, pa mine vse, lažje gre skozi, ki jih pogledaš, rečeš, še 100-krat toliko mi narete, pa on zdržal. Pa te kdaj kaj vpraša, se kaj o tem pogovarjate, so kaj one v strahu pa rečejo, kaj če bomo mogli k mami, je tako je tazga. Sprašujejo skozi, povem jim nič, a pač imam. Je pa tako, da one so z mano 24 ur na dan,
veš, in jaz se pogovarjam po telefonu, ti stred sliši otrok, ne, otroci so pametni, ki povežejo, ne. Zati sem jim rekel, pa če slučajno se zgodi, da pridejo, pač kako se morajo obnašati in kaj se bo zgodilo in tako naprej. Mogel sem jim povedati vsak slučaj, ampak ne, čim manj jih hočem obremenjevati. Sprašujejo pa sprašujejo veliko, ampak niso, ne moreš otroke s tem obremenjevati. To so težke zadeve, kot tebe razlagam, ti skoraj ne razumeš, ampak ne moreš verjeti, da se to dogaja in zakaj se to dogaja, veš, kako bo otrok to razumel. Odrasel človek težko verjame in dojame, kaj se dogaja, kaj šele otrok mali. No, to je res težko, ja. To je res, ja, zelo težko, mislim, se ne predstavljam. Zdaj sicer dostikrat ljudje pravijo, da morajo obe dve plati slišati, ne. Kaj pa, če bi jaz zdaj na podcastu teoretično mamo tvojih otrok, kaj misliš, da bi, kaj misliš, da bi pa ona rekla? Po moje prvo ne bi prišla. Ne, se nimam namena. Ne, zaradi mene, daj, se re. Mislim, jaz bi najraje videl, da sedi nasprot mene, se da delavka. Ta dotična, ne, pa da greva mi dva stavk po stavk, dokument po dokument, pa da vidimo, kje smo. A veš, ti če imaš, ne, če sem se slagal v prejšnjem podcastu, pa zdaj, dokaži, povej. A veš, da hočeš to nekoga z grožnjami utišati, kako oni hočejo mene. To je znak, da oni nimajo argumentov. Ja, to je znak, da oni nimajo argumentov in da jaz govorim resnico. Ne? A veš, demanteri me, povej, to si takrat rekel, ni res. Oni bi mogli v vsakem primeru ti dodati drugo, to skrbnico, ali kako se temu pravi, ne? Tako. Da bi ti tudi pol lahko rekel, lejte, gospod Miro, iz uno ste imeli problem, s to imate problem, sta tretjo, ki smo jo dali, ste imeli, ne, bi že tako oni imeli argument, ne vem, zakaj skozi ustrajajo. Ja, ona verjetno tudi stran oče itka pač. Ja, zato, ker se boji posledic, ne, če ne, okay. To je tako ni. Vse tako, kar sem rekel, bile so iz drugega CSD, pa so napisali to, kar sem rekel, pa so otroci to je bilo 1 mesec nazaj, so bile pri meni, so otroci se pogovarjali, to ni bilo pol leta nazaj. One so v bistvu imele zadnji stik z otroci od vseh teh inštitucij. Pa so lepe stvari napisale, ampak to ne gre v prid cilju CSD delavke iz Velenja in zato to ni poznala na sodijo. To je malo ona tako zataškala in je verjetno upala, da se jaz nam tega spomnil, pa če se slučajno spomnil, sem rekel, da ti malo poslal, da vem, kaj je. Pa če pa vmes poslal sodnici. Malo čudena, ni? Da ti nekoga prošiš, da gre pogledat, kako so otroci, pa oni napišejo, pa ti to pol ne daš sodnici. Ne? Ampak si malo daš v predal. Če bo pa kontra napisano, bi pa sigurno šlo. Kontra bi ona nesla to. Ona bi nesla to. A veš, ona si veliko upa, tako kot sem, če sem ti rekel, mu še enkrat povedal, ona to pove vsakmu. Meni je povedala to večkrat, staršem, ki jih ima isti primeri, tudi pove večkrat. Ona se v prsa tolče s primerom Koroške dečki. Takrat mi niso mogli, tudi zdaj mi vi ne boste. Če slučajno karko rečeš, da boš tožil, pa karko bilo kaj, da ni prav, ona se tolče po trstih in to bojo vsi vedeli. Vsi, ki so pa ne bili, vsi bojo vedeli točno, za kjer se gre, ker ona to vedno reče. Ona to reče, v bistvu vedno, ko imaš nov kontakt, vedno ti to reče. Se pravi, takrat mi niso mogli, tudi ti mi ne. Se pravi, je na to ponosna. Na to je izredno ponosna, a veš, in to je, v bistvu je to ona, a veš, in se ona tudi obnaša tako med ostalimi CSD delavci. Tam ona je, a veš, čez velik primer šla, prav je imela, zmagala je, bajde so takrat res imeli prav, ne, pač, kar so naredili, to vse ok, ampak pač tukaj pa dalče od tega, da bojo prav, a veš. Tako da ona uživa nek status tam, zato se vsi tudi malo podredijo, plus sodna izvedenka je, pa tako naprej, a veš, ne. Jaz sem tudi, kar sem z ostalimi starši govoril, ker smo vsi prišli do istega zaključka, ne, a veš, tudi tako je, strokovni delavci, ki imajo veliko moči, ne, recimo kakšni sodniki, policaji, v tem primeru CSD delavka, oni tudi kakšen kompleks Boga dobijo, a veš, pa mislijo, da je vse prav, a veš, oni vsak dan sodijo, a veš, kdo ima, kdo nima, ne, až prijeti v glavo, to je, da veš 10-20 let s tem se ukvarjaš, ne,
ti pride v glavo, da vse veš, ne? Pa da vse znaš, ne? In da kdo si ti, da boš ti njemu. Ne? Tako da mi mogli tudi njih malo vsake toliko pregledati, da so v redu. Ne, veš, vse ne. Veš, tudi policaje, tudi sodnike, tudi vsi, ki nekaj odločajo, ki nekaj delajo, pač bi mogli malo jih pregledati, ne? Kako pa kaj. Veš, oni v tem primeru odločajo o usodi mojih otrok, o moji usodi. Veš, ne? Njih pa noben ne pogleda, a so v redu ali niso. Pa ne rečem, s temi, ki sem bil v kontaktu iz Most, ne, so super, mislim super. Prišli so, napisali so, šli so, gotovo, svoj del so naredili profesionalno in to je to. Una se pa vžiga, pa toče po prsih, pa moji koroški dečki, pa sodnija, pa jaz sem dala to čez, pa uno čez, pa kao šti men. A veš, to je tak odnos, ta način. Ne? Vsak bo vedel, o kom govorim, ka vsak mu ona to z velikim veseljem pove. Tako da ona se ne bojite. Pa se te še kdo javil, zdaj, ki mu tudi znos slabe izkušnje? Ja, se to ti govorim. Starši se mi javljajo zdaj. Starši se mi javljajo, ko imajo slabe izkušnje točno z njo. Točno z njo. Ja, pa še enkrat bom povedal, v kamero, če ste imeli kakršnekoli izkušnje s to delavko, veste dobro, o kateri govorim, mi pišite v zasebno, napišite mi, kaj je bilo, bomo uskladili primere, pa se bomo skupaj pritožili. Ne? Zato, da se to več ne dogaja, zato da se več ne uničuje otroška življenja, pa živce staršev predvsem. A veš? Ker jaz tudi sebe dobim, zaradi tega sem tudi jaz napet. Veš, ne spim dober, napet sem, veš, tudi sem slabši starš, kot bi bil, če bi bilo vse v redu. 100% vse veš, to. tako da ona, veš, to vpliva na cele družine, na otroke, name, na moje starše, na mojo familijo. A veš, njeno delo vpliva na širši krog ljudi. Ne? In kdaj pričakuješ, da boš ta težavo rešil in da bo konc tega težavnega obdobja oziroma najtežjega obdobja, ki si rekel v tvojem življenju? Ja, tako je, zdaj že vsi vejo za to. Koliko smo imeli ogledov, okoli 700,000 vse skup. Zgodba na YouTubu je imela, mislim, da je zdaj že nekje na 200 urjev, cela ura pa pol. Tako da ljudje vejo, tako da resnica ima svojo moč. Ne? Resnica ima svojo moč in jaz verjamem, da bojo moje besede prišle do pravih ušes, da bo nekdo nekaj naredil. A veš, kad ti enkrat nekaj poveš, kad daš to ven, tako kot sem rekel, drugi starši so zdaj nas je že malo več od te iste delovke, kad si jim je isto zgodil, copy-paste, še kakšni se bojo, a veš, in poveč ti tega ne moš ustaviti. A veš, drug starš bo povedal, tretji starš, ne, in tako naprej. Kad mi smo zdaj, se pravim, tako, kad smo v gibanju, kad smo to posneli, ne, se pravi, Očetje brez glasu, ne, tako bom rekel, mislim, gibanje. To so očetje, ki jih nobene posluša, ki nimajo kaj povedati. A veš, in nas v ožjem krogu je več 10. V širšem krogu nas je več 100. A veš, je že toliko ljudi, ki imajo težave, ki se jim dela krivica. A veš. In govorimo in povedali bomo svoje zgodbe, in se nekaj bo moglo spremeniti. Nisem edini. Ne. Pa tudi, bom rekel, ne samo moški, tudi ženskam se dogajajo krivice. Prav, treba je o tem govoriti. Več bomo o tem govorili, prej se bo zadeva uredila. Ne. Ampak tako, ker ponovadi so moški bolj tih, pa bolj trpijo, ne. Ampak pač mislim, da je tega zdaj že končno. Jaz nisem zgodbo povedal zaradi sebe. Čeprav mi je lažje, ko jo povem, ampak jaz zgodbo govorim zaradi otrok, da njih rešim. Ne, jaz sem prepričan, da bo resnica rešila moje otroke. In zato sem bil na uno podcastu, zato sem danes pri tebi. In tudi, ko jaz zadevo uredim, bom pomagal naslednjim očetom oziroma staršem, da bodo lahko povedali svojo zgodbo in da resnica prije na dan in da se zadeve spremeni v Sloveniji. Na tem področju pač. In tako, kot sem rekel, nas je več 100, vse skupaj, ko bom jaz nehal, bo drug za mano prišel. Tako da začeli smo zgodbo in sem prepričan, da bomo zadeve spremenili.
Ni ne gibanje, ampak ni ne ste podjetje, ni ampak nevladna v končni organizacija, to so samo fazi- očetje. Samo očetje brez glasu so to. Samo v končni fazi ste šele dobro začeli, pa vas je že stone, ker... Več sto. A več sto? Več sto. Tako bom rekel, tisti, ki vsak dan se med sabo pogovarjajo in komunicirajo, se pravi, kdo bo zdaj govoril, kjer podcast, kje bomo snemali in tako naprej, nas je več deset, se pravi, ker smo aktivni, nekako odločevalci. Ne? Da imamo pa pomočnike, ki nas je več po celih Sloveniji, jih je pa več sto. In to so od novinarjev do kakšnih pravnikov, do očetov, do mam, imamo tudi ženske, se pravi, več nas je. Ampak tako, kot sem rekel, nismo ne organizacija, ne firma, ne nič, mi smo samo očetje brez glasu, oziroma zdaj že starši brez glasu. Se pravi, noben nas ne sliši, težave imamo, hočemo o tem govoriti, hočemo povedati resnico in v bistvu ljubezen oziroma ljubezen. Pač, resnico hočemo povedati, hočemo zadeve urediti, da se to več nobenemu ne dogaja in zato govorimo in zato se matramo. Ni tukaj noben denar vzad, noben interes. Interes je gola resnica in pravičnost. Tako bom rekel pa zaključim. Sem mogoče še kaj pozabila povedati, je kaj tazga, kad jaz nisem vprašal, pa bi bilo zanimivo, da poveš. Mislim, da sva kar vse povzela. No. Ja. Tako, kot sem rekel, resnica ima svojo moč in tudi moje besede bojo najdle pravo uho in upam, da so kaj spremenili. Ne? Jaz verjamem, da bom svoje otroke rešil, to sem 100% prepričan. Rešil sem jih že, ampak to, da ostanejo pri meni, sem 100% prepričan. Rad bi pa tudi za staršem, ki se bo za mano to zgodil podoben, hočem to preprečiti. To željo bom, se pravi. In vsi imamo isti interes in iste želje. Se pravi, zadeve nekje v sistemu se zaštekajo in ne funkcionirajo in je treba malo spremeniti. Ne. Tako, kot sem rekel, imel sem super izkušnje z romanskim CSD-jem, mislim super. Meni je super že, če naredijo svoj del. A veš, koliko imamo nizke kriterije? Jaz sem super zadovoljen s tem, da so oni naredili samo svoj del. So bile totalno nepristranske, ampak samo svoj del in meni je to odlično. Poveš, kje smo. Super. Je neč pol, še enkrat hvala, ker si se oglasil. Malenkost. Vi, dragi gledalci, pa pejte tudi pogled na YouTube kanal Očetje brez glasu. Zaenkrat so 2 zgodbe gor, malo bo še več jih po mojem. Ja. Zanimivo je videti to, da vidimo, kaj se dogaja, tudi pač za svoje pravice se je treba boriti in je prav, da to čim več ljudi vidi, tako da poglejte. V ta podcast napišite kakšen komentar, kaj si mislite o tem, lahko tudi napišete kakšno svojo izkušnjo, pa se vidimo v naslednjem podcastu. Hvala. Pozdravljeni.